Gospod Zidanšek, to je eden vaših zadnjih obiskov po regijah. Zakaj ste se odločili za tak način dela? Kaj želite izvedeti oziroma zakaj prihajate na severno, na Primorski Pod? Predvsem smo si želeli situacijo na terenu. Slovenska ljudska stranka je ena od najbolje organiziranih strank tudi na terenu, pa vendarle imamo ponekod tudi kakšne sile lise, ki nam vse ne funkcionira. Dobivamo se zato, da se malce spoznamo, da se pogovorimo, pogledamo tisto, kar je potrebno na določenih področjih postoriti. Predvsem je pomemben dialog, da se poslušamo, da mi slišimo probleme iz tega okolja, na drugi strani uskladimo naša skupna stališča in ta obisk je zdaj sicer res zadnji in je v tem maratonskem času 2 mesecev, ko smo prekrižali celo Slovenijo, vsaj za nas primeren način dela. Mi tudi pravimo, da je izredno pomembna decentralizacija, se pravi, ni vse Ljubljana. Slovenija je Slovenija, Slovenija ni samo Ljubljana in je pomembno poslušati lokalne okolje, tudi lokalne probleme, se poznati. Predvsem zato, da bo stranka tudi v prihodnosti pripravljena uspešno na lokalnem nivoju, se pravi, pokrita na terenu. Na drugi strani pa seveda se pogovarjamo in bomo sposobni in pripravljeni ponuditi kot kandidate na naslednji državni zbor volitvah tiste najboljše, najbolj sposobne, ki bodo takrat tudi zastopali stranko. Prvič brez državnega zbora, kaj to pomeni, težje delo za vas ali mogoče več možnosti in priprav za naslednje volitve? V bistvu je izziv, ko je enkrat stranka, kar se državnozborskih tiče, na dnu, pomeni, da lahko samo še raste. Res je, da se nam je lansko leto na volitvah državni zbor zalomilo. Smo pa prej uspeli dobiti prvič v zgodovini evropskega poslanca, Francija Bogoviča, in lahko z zadovoljstvom ugotovim, da smo se na lokalnih volitvah, ki so bile po državnozborskih, pa na velika vrata pripeljali nazaj v slovensko politiko, predvsem dobro delo v lokalnih okoljih, kjer ni, če poenostavljeno povemo, nekega leporečja, ampak štejejo rezultati, se vidi dobro in kvalitetno delo velikih županov, ki izhajajo iz vrst Slovenske ljudske stranke in pa seveda občinskih svetnic in svetnikov, prav tako mestnih svetnic in svetnikov, in to navdaja, bom rekel, tudi z optimizmom, da bomo z primernimi in dobrimi rešitvami za to državo prepričali volivce na naslednjih volitvah. Kaj boste izpostavili ob današnjem obisku na Primorskem? Ste mogoče pripravili, boste izpostavili kakšno posebno temo? Mi se bomo najprej predvsem poslušali. Jaz želim, bom rekel, s terena zaznati tiste ključne probleme, da jih lahko potem tudi vključimo v naše aktivnosti na nacionalnem nivoju, tako da je predvsem pomemben ta stik od spodaj navzgor, se pravi, da se znamo poslušati, da vedno ne govorimo o tem, da je, bom rekel, najbolj modro ali pa najbolj modre odločitve zgolj na vrhu, zato da skupaj potem pridemo do tistih pravih rešitev, tako da se veselim tega srečanja danes. Moram reči, da so vsa ta srečanja po Sloveniji, ki so bila, prinesla, bom rekel, dobre, zanimive debate in pa tudi dobre in zanimive ideje, kaj je tisto primerno za to, da bomo skupaj, ne zato, ker bi mi to v stranki želeli, ampak ker si to želimo za Slovenijo poiskali, se pravi, tiste prave rešitve. Hvala.